Dober večer na ta čudovit sobotni večer z tem krasnim uvodom, kjer so nam naprej povedali, da nas želijo utišati in da ne bomo smeli kaj po svoje govoriti. Se pravi, iz EU bo prišla direktiva, kaj bomo jedli, kaj bomo pili, kdaj bomo šli spat, kdaj bomo vstali, kaj bomo govorili, da ne naštevam, kaj vse načrtujejo, plus digitalne potne liste, digitalne certifikate in tako naprej. Se pravi, hočejo nas imeti totalno pod kontrolo, ne? Ampak, ker smo ljudje, takšni kot smo, svojo dušo, svojo mislimi in svojo voljo, se pravzaprav ne damo. In kako se ne damo, bomo danes tudi skušali ugotoviti, kako prepoznamo te značaje na vse možne načine. Tako da danes imamo dva gosta, o katerih boste slišali malo kasneje. Ampak preden začnemo, se pravi, je najboljše, da jaz za vse nas naredim tale naš redni pregled programa, zapisnika in potem lepo nadaljujemo. Dobrodošli torej na našem že 154. Zoom srečanju, kjer širimo znanje in spreminjamo življenja, ne da bi se zavedali z svojim vplivom. Včasih si človek misli pa, saj kaj pa to delam, kaj to počnem, ampak ni res. Nekdo ob nekem trenutku dobi pravo besedo, dobi pravo video sporočilo, sreča pravega človeka in se mu lahko življenje spremeni. In danes imamo evo tako, najprej, tako kot ponavadi seveda, pregled zapisnika, upam, da ste ga prebrali, pregled in potrditev iz 153. srečanja Društva Belis z dne 2. marca 2024. Se pravi, tukaj vas vprašam, ima kdo kakšno pripombo, prav tako na Zoomu. Hvala lepa. Menim, da je zapisnik brez pripombe sprejet. Zahvaljujem se naši Teji, zapisnikarici, ki tako čudovito in redno zapisnike dela in nas sledi in tudi na kakšno napakco opozori. Mi pa si bomo naredili lep večer kljub tej tipkarski napakici. No, danes lepo pozdravljam med nami našo članico, ki je prvič se pridružila tukaj tudi k nam fizično in bo z nami podelila svoje znanje, svoje izkušnje. Aleksandro Bohorč. Aleksandra, pridi. Toliko, da te malo tle na zaslončku vidijo, živijo. Evo, tako malo pomahaj. Malo boš na vrsti, fino. Ok, hvala. Današnja družba pravi, Aleksandra je precej odmaknjena od svoje prvobitne narave, in narcisi v eno, empati pa v drugo smer. Kaj se lahko iz te nepristne družbe naučimo in kako lahko prepoznamo svoje vzorce ter se osvobodimo bremen preteklosti, karmičnih zapisov in iluzij. Celotna družba si lahko povzdigne na višjo raven zavedanja. Seveda, o tem nam bo več povedala Aleksandra čez nekaj minut, takoj po predstavitvi nocojšnjega programa. Naslednji, ko bo prišel naš Ervin Lotrič, ki nam bo povedal novice o aferi Taurus. To je politična kriza trenutno v Nemčiji. Kaj se dogaja z nekoč gospodarsko velesilo Nemčijo? Na kaj moramo biti pozorni, da razumemo politično ozadje? Preveč smo razdrobljeni, da bi ga lahko razumeli. Pa menim, da so tudi naše evropske priključene države tudi zdaj že kar precej razdrobljene, da tudi same sebe včasih več ne razumejo. In kaj seveda lahko pričakujemo v prihodnosti? Ervin je v bistvu človek, ki sledi zelo intenzivno mednarodno politiko, predvsem nemško politiko, ker je nemško govoreči človek in tam se pa trenutno marsikaj dogaja. V nadaljevanju po Ervinu bo predsednica društva Iviljana Belis nam povedala o živi vodi. Če je kdo žejen, naj pride k meni in jo pije. Piše v Svetem pismu, v Novi zavezi, in o kakšni vodi bomo govorili in zakaj o vodi. In pravi, da je zadnjič na Bloombergu portalu brala novico, da bi se lahko v naslednjih 4 letih skoraj 5 milijard ljudi srečalo s pomanjkanjem vode. Ampak to so novice.
Svet je tako narejen, da je za vsega vse dosti. To je moje osebno mnenje. In glejte, če bi to bilo, je to skoraj 2/3 človeške populacije, kakršnikoli so že razlogi za to dejstvo je, da brez vode človeštvo ne more preživeti niti živeti. In iz Svetega pisma izvemo, da je Jezus ženski oziroma ji ni ponujal navadne vode iz vodnjaka, ampak živo vodo, ki naj bi nam dala večno življenje. Torej, kaj je ta živa voda? Kaj pomeni stavek, če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije? O tem nam bo povedala več Eveljana. Pripravil sem nocoj v tem kontekstu tudi celovečerni dokumentarni film, ki traja 120 minut, Jezusova revolucija, iz enega samega razloga. Ta film je posnet po resničnih dogodkih iz prejšnjega stoletja. Torej, to besedilo zdajle, da bi vam ga prebral, je predolgo. Povem vam samo to, da sem si pogledal arhivske posnetke, ki jih je možno dobiti na YouTubeu. Naredili so čudovit film. Jaz sem si ga, poleg tega, da sem ga pripravljal in vse pripravil za nocojšnji večer, pogledal dvakrat tudi skupaj s predsednico in oba moram reči, ne glede na vse, da je to v bistvu verska stvar, ampak je bila takrat v času, ko je bila hladna vojna, ko je bil LSD, ko so bili droge, ko je bil alkohol, ko je bil seks, ko so bili hipiji. To so bili v 70. in 80. letih, dragi moji, posebni časi. Razburkani tako kot danes, ampak danes je to vse bolj sofisticirano, tehnološko, takrat je bilo pa bolj človeško. In v bistvu mladi niso imeli več kam pobegati kot v vero, če se je hotel dušo in telo rešiti. Ker takrat, če se spomnite, se je razširjal AIDS in tako naprej in je naredil revolucijo, ne samo po Ameriki, ampak po celem svetu. No? In tako pravim, Jezus Kristus je tudi v današnjih časih in v današnjem času tisti revolucionar, ki širi nevarne ideje o spoštovanju, odpuščanju, odrešenju, vendar iz drugega zornega kota, kot v 60., 70., 80. letih prejšnjega stoletja. Kako je to lahko prenesemo v nekem drugem pomenu v današnji čas? Kje lahko komu pomaga kakšna ideja, ker znanja je danes več, informacij bistveno več, smo poplavljeni z njimi, bomo zvedeli pa potem iz predstavitve filma. Tako zgleda, gre hkrati za zgodbo, ljubezensko zgodbo, ker brez tega filma ni, ne? In hkrati za uveljavljenega pridiga in za hipija, ki širi Jezusovo sporočilo in kako se te dve entiteti skozi film združita in pridružita. Torej, naprej imamo, vas povabim za vse, ki še niste, priključite se na Telegram, tukaj imate QR kodo, imate tudi naslov, tudi če kliknete na vabilu, vas povabimo v to našo skupnost, kjer je veliko novih informacij, dnevnih informacij teče na našem Telegramu, zaradi tega, ker na drugih portalih, veste, je precej bloka, precej se moramo potruditi, da lahko kje karkoli objavimo in razširimo kakšno vest. Vsem hvala, ki pripomorete, da društvo lahko deluje, ki prispevate svojim časom, svojim denarjem, s kakšno drugo pozornostjo, srčna hvala in še enkrat resnično hvala vsem.